Mestno društvo gluhih Ljubljana je v soboto 15. septembra na Mesarskem mostu v Ljubljani organiziralo prireditev ob Mednarodnem dnevu gluhih. Pripravili so pestro kulturno predstavitev, na kateri so skupaj sodelovali gluhi in slišeči. Prireditev sta vodila Nina Orešnik in Peter Rankovič. Predstavila, to je voditelj Peter Rankovič. In pa voditeljica Nina Orešnik. Tako je. Zdaj bi pa kar začeli in sicer slovensko himno, ki jo je napisal France Prešeren. Himno bodo prikazali v slovenskem znakovnem jeziku. To je tudi priložnost, da se tudi vi kaj naučite. Mednarodni dan gluhih poteka po vsem svetu in to že 61. leto. Tudi pri nas je tako. Namen praznika je še večje utrjevanje skupnosti gluhih, druženje in seveda apeliranje na državo za posluh in uresničevanje naših pravic. Po konvenciji Združenih narodov, ki so leta dolgo nekam odlagane v predalih birokratov. Rada bi, da se današnjega praznika vsi veselimo. Zato poglejmo in zaploskajmo našim nastopajočim, ki so si vzeli veliko časa in truda, da v prijetnem vzdušju obeležijo naš praznik. Vsem gluhim doma in po svetu čestitam ob Mednarodnem dnevu gluhih in želim, da so kljub težkim časom še naprej močni, ponosni in pogumni. Prireditve se je udeležila tudi občinska svetnica, doktorica Milena Mileva Blažić, in zbrane na kratko nagovorila. Mogoče veste, da sem tudi profesorica književnosti na fakulteti in poučujem pravnice in najbolj zanimiva tematika v svetu od leta 1990 je tematika drugačnosti, ker smo dejansko vsi različni, hkrati pa vsi odlični. Kar želim tudi današnjemu mestnemu društvu, Mestnemu društvu gluhih Ljubljana ob njihovi 61. obletnici, da bi tudi svet prepoznal, čeprav smo različni, smo pa vsi odlični. Želim vam najlepše praznovanje v tem prekrasnem dnevu. Ne razumem, kaj piše.
že spava, samo mesec sveti, tja na okno pošljemo dekleti in jo sprašuje, zakaj da še ne spi. Rada igrala klavir, ko boš velika? Ne? Kaj pa bi? Pela? No, pokaži, kaj znaš. Kaži. Ko začutim veter v lase,